Štefan, 1938 ste rojen. Kako je izgledal takrat Prekmurje, Murska Sobota? Ne vem. Takrat, kako je izgledalo, ne vem. Kdo vas je pričakal doma? Mama, oče, brati, sestri? Jaz sem se doma rodil. Ok. Z babico? Ja, Brez zdravnika? brez zdravnika. Kdo? Pa bratje, sestre so že bili? Ne, Prvi. To je bil praznik takrat rodice? niti ne. Kako je izgledala domačija pri vas, ko se je Štefan rodil? Kako je izgledalo doma? Ja. Jaz sem se tam rodil v tej hiši tam, kjer so zdaj Dalmatinci. Ok. Ja. S čim ste se ukvarjali doma takrat, oče, mama? Trgovino sem imel Z? z mešanim blagom. Veliko ste imeli tudi piščancev takrat, ne? Tam ne. Oni stari tudi tam, tisti domačiji tam. Aha. Do katerega leta ste bil tam, ste se rodil? Nekje do leta 56. To je bila pol že šola, pa tako? Ja, sem šel od tam vodo. Aha. In kako se spomnite tistih prvih dni šolskih? Kam ste šli v šolo? Tu, v Brezovici. V vrtec ste poznali že takrat? Ne. No, poznal sem. In ena mojih sorodnic je bila vzgojiteljica tam, Jolanka. In ste vi tudi že hodili v vrtec? Tak, sem in tja, Okay. za kak dan. Pa je bilo že v slovenščini takrat? Jo, Ste slovensko govorili doma? slovensko. Kako je bilo biti takrat otrok? To je bilo malo pred vojno, to niso bili posebno lepi časi. Ja, no, zdaj to, veš, to se težko spomniš, ne. Take. Edino sem se moral učiti pesmice v madžarščini. Kakšne so že to pesmice? O čem? Take, dovoljujem. Tatra magyar jaha, itt a vide mozvat csoha. Pa take. Kaj to pomeni? Tatra magyar je draga Madžarska, ne? Itt az ide mozvat csoha. To je moja domovina. No, jaz zdaj točno ne morem prevesti. Se prvega šolskega dne spomnite? Ja, Kako je izgledal? poslušaj, oče me je gnal do preddverja šolskega. Kako to mislite gnal? No, šel je z mano. Ok. Sem pa dobil za prvi šolski dan eno tako veliko, tako tole debelo pomarančo, ki sem s sabo nesel, ne. Kaj ste še imeli s sabo? Šolske torbe verjetno ne? Ne, torbe ne, tablico. Tablo sem imel pa grifle. Grifle to je tisto, s katerim se piše na tablo. Kako je to izgledalo tablico imeti? Toliko ste si v šoli so vam nekaj povedali? Tablo je taka, to se je takrat prodajalo, veš. In vsi, ki smo šli prvič v šolo, smo imeli table. Ampak to nismo kaj dosti zapisati na tablo.
To so kratki stavki, mogli biti. Zakaj ste se stavili? Ne, to si lahko na obe strani pisal. Dalo se je pisati. Ja, ampak pa ste se to naučili, ali kaj pa zbrisali? ali kaj? Ja. Aha. V šoli ste napisali, doma ste se naučili, pa zbrisali. Pa je bilo dosti, koliko predmetov ste imeli takrat? Samo eno. Aha, kaj pa je to bilo? Čitanje, pisanje. Aha, do katerega razreda? Do 3. Pa je bila pa še kar tablica naprej? Ne, v 2. razredu smo že imeli zvezke. Tudi zvezke. Učbenikov pa še Table ne? smo tudi imeli. Učbenikov pa nič? Ne, nič. In je bilo, pouk je bil v slovenščini? Slovenščine. No, mi smo ga imeli v slovenščini. In na koncu Imeli 18. smo madžarsko čitanko tudi. Aha, Ja, obojezično. ja. Tako da smo lahko tisto pa tole. Potem vas je pa vojna srečala kdaj? V 7. razredu morda? Še prej? No, mene je srečala že v 3. Tako, ja, v 2., 3. Kaj je to pomenilo takrat? Vojna je bila, ste kar zaključili šolo, a kako je šlo tako? No, pri nas ni bilo velikih sprememb. Tu smo imeli mi, Se pravi, vi ste v šolo hodili v Brezovci, ne v Soboti. jaz sem v Brezovci hodil v Osnovno. šolo do 4. razreda. Aha, Pol sem pa hodil naprej po Putroncih, to je bila pa pol že 7-letka. 7-letka. 7-letka takrat. Ali? Ja. In sem hodil po Putroncih do 7. leta. Kljub vojni ste končal 8-letko brez problema. Brez problema. In po 7. razredu? V 7. razredu sem pa šel v Mursko. Takrat sem pa že v Mursko hodil gimnazijo. Nižjo gimnazijo, pa potem naprej gimnazijo. Zakaj ste se odločil, kmečki otrok, zakaj ste se odločil v šolo hoditi? Takrat 8-letka niti ni bila tako obvezna, ne? No, 8-letka je bila obvezna, ker to je praktično bila osnovna šola. Kaj vas je takrat, se spomnite, kaj vas je veselilo v 8-letki? Kako ste se odločili, zakaj ste šel pol v gimnazijo? Ja, to je bila edina šola pol za nadaljevanje. Gimnazija, nižja gimnazija. Ste se s čim ukvarjali že v 7-letki? Ste imeli kakšne hobije, šport? Ne, no, šport pa to smo imeli. Šport pa to smo imeli. Medtem ko nekih drugih hobijev nismo. Kaj si pa doma takrat počel, ko ste prišel domov iz šole? Kaj je bilo treba delati? Trebalo. Jaz ne morem reči, da mi je zdaj kole kaj trebalo delati. Ko sem jaz prišel domov iz šole, smo šli v gostine. Na vasi Fantini? Ja, Okay. služba. Pol smo pa šli proti večeru v gost na srake. Spračan. Mlade srake. Kaj to pomeni? Spračan ste jih lovila, kako? Ja, lovili smo jih, pa smo jih domov nesli, so jih pa nekateri jedli. Kako ste jih pa lovili? Ja, splesali smo na drevo, pa smo jih pa nesli dol. A je iz gnezda, ali kako? Ja, gnezdo, ja. Aha, kako to? Vsako gnezdo smo videli v bližnji in daljni okolici. Kje je, kaj, pa koliko je, noter srak, pa to. Se pravi, Srake. sam mlade pa to? Samo mlade, ja, srake. No, vrane tudi. Verjetno jih veliko iz vašega dvorišča ni šlo pol v gimnazijo. Zakaj ste se odločili za gimnazijo naprej?
No, poslušaj, velike večine vsi tisti, ki smo končali osnovno šolo, smo se odločili za gimnazijo. Pa se spomnite zakaj? Kaj vas je gnalo v šolo? Zakaj sploh v šolo hoditi? Ja, ni bilo drugega. Če nisi hotel nadaljevati šolanje, potem si mogel doma delati. Koliko je vojna spremenila vašo domačijo? No, vojna niti ne dosti. Zato ker že nekje prej so bili vsi naši, recimo moji roditelji, starši, pa tudi bližje sorodniki so bili že porazdeljeni za določene poklice pa to, ne. Oče je imel perutnino pa jajca trgovino. Mama je v trgovini delala, ne. Stara mama je gospodinjila. Več nas pa ni bilo, ne. Je bila šola takrat, srednja šola je bila za plačati? Ste brezplačno? Ne, ni bila za plačati. To je bila nižja gimnazija. Koliko je to trajalo? 3 leta. Aha. Potem pa? Potem pa si mogel iti višjo, če si hotel naprej te šole. Kaj vas je takrat v gimnaziji premamalo? Kako ste šli pol naprej študirati? Kaj? Pa to je več ali manj bolj društvo, veš. Aha. Se pravi, Fantini pa tako. tako. Naprej ste pa šli pol iz Puconcev pa kam? V Soboto? Soboto, ja. To je bilo pa že malo drugače. Kako je takrat izgledalo priti iz vasi v Soboto? Sobota je bilo že mesto. Sobota je mesto bila, ja. Ja. Bistveno nekih velikih sprememb ni bilo, ne. Toliko je edino, da se je program menjal. Pa verjetno tablic ni bilo več. Ne, tablic že v 4. razredu ni bilo. Aha. Ne. Tam nekje 2., 3. razred smo še imeli tablice, poli pa ni bilo več. In če si naredil nižjo gimnazijo, kaj si potem lahko delal? Z nižjo gimnazijo? Si lahko se že zaposlil, ne? Ne, z nižjo še ne. Ko si pa recimo 5 razredov končal, potem pa že lahko kako pisarniško delo delal. Pa ste se kaj že odločili od 3. do 5. ali so bile kaj različne smeri, ta bo to, ta bo to? Pa ni bilo. Zdaj edino tisti, kateri je bil, narekovaje, nadarjen, ne, pa se je lahko učil, ne, tisti se je opredelil, ne. Za? Ja, za pisarniško recimo birofize. Aha. To so bili pisarniški Sekretarji. No, nekaj sličnega. Aha. Pa to je bilo v Soboti ste potem imeli že slovenščino? V Soboti je tudi bila slovenščina. Ali tudi ali samo slovenščina? Ne, tudi, ker je glavna madžarščina. In ste delali izpite v madžarščini? Ja, V Soboti? ja. Do katerega leta? Do 5. Razreda. 5. gimnazije. To je bilo leto že 50 in nekaj, ne? To je bilo nekje leto 47. Aha. Kdaj je pa v Soboto prišla samo slovenščina, da so madžarščino pustili? Madžarščina, takoj čim je vojna bila končana, se sploh ni več učil. Kdaj ste se pa zaljubil v lov? Lov. Ja. Ja, to pa z oziroma to, ker je oče bil lovac, veš, Aha. že zelo rano. Že pri Srakah? Ja, Okay. In kaj je bil tisti prvi, kdaj ste prvič šel na lov? no, prvič je se na lov hodil že zelo rano, ker tudi od mame oče je bil lovec, Ne? ne. In so jo s sabo vzeli potem?
Okay. Ja. Kaj pa mora otrok vedeti, ko gre prvič na lov? Pa moraš poznati živali, Aha. drugega ne. Kje so bile takrat tiste živali, ki ste jih najbolj zasledovali? Kot zdaj. Zajec, fazan, jerebica, vraka, Takrat jih je bilo verjetno več kot danes, ne? več je bilo. Več je bilo. Kako je kot otrok ste šel na lov, kako je to izgledalo? Ste šli zjutraj, zvečer? Zjutraj. Zjutraj Zarana smo hodili, verjetno. no ne zarana, tam nekje okrog 7 in smo pol hodili po lovu praktično cel dan. Okay. Ja. Kot poganjač. Aha. Ne. To pomeni kaj, poganjač? Vsak poganjač je šel ob lovcu in je ventiral živali. Ne. Plašili ste jih v eno smer, Plašili smo, verjetno. ja, v eno smer. Ne. Lovec je pa potem ustrelil, če je zadev, če pa ne, pa ne. Kdaj ste pa vi prvič streljal? Jaz sem sorodnevno rano streljal. Nekje, mogo bi reči, tam okrog leta 52. Čeprav ste bil star? 14 let. In kaj, za kakšno puško je to šlo? No, v začetku sem jaz imel, so mi dali Flovert. To je malokaliberska. Pri 14. Ja. Okay. In sem lahko streljal, recimo, če sem videl, da je recimo zajec miroval, ali traka mirovala, ali to. Nisem smel le-te streljati. Ker? Zakaj je to razlika? No, zaradi varnosti bolj. Aha. Ne? Pol že tam pri 15 letih mi je pa oče dal že lovsko puško. To je pa na šibre, verjetno. To je šiber. Aha. Se spomnite svojega prvega vplena? Moj prvi plen je bila lisica. Okay. Ja. Po zimi? Ne po zimi, v enem takem lovu tudi. Veš, je pribežala in sem tako pomeril, na rekovaju pomeril, zdaj, koliko sem jaz takrat znal meriti, pomerim, strelim in pade. To je sekunda, dve imaš časa, Ja. nič več. Ne. In od tistega časa naprej sem jaz bil bog in batina, sem vsak dan, ko smo šli na lov, dobil puško. Ampak študij pa ni šel v tej smeri. Študiral ste pa kaj, ekonomijo ali pa tako? No, študiral sem pa ekonomsko šolo. Ker? Kaj vas je Ja. privleklo na... Poslušaj, malo z motivacijo zato, ker smo imeli doma trgovino, pa to ne, in je oče zmeraj rekel, moraš to končati, ker boš prevzel pol te posle, kaj jih jaz delam, ne. Ker je to bila takrat trgovska akademija. Ni bila ekonomska srednja šola, ne. To je bila trgovska. Se pravi, po višji gimnaziji ste šel na trgovsko akademijo. Tako je. Aha. In je trajala? 4 leta. In potem si bil lahko v bistvu vodstveni kader, direktor neke Ja. firme in vodja. Že lahko. In kako da niste prevzel domačega posla? Zato, ker so moji kolegi tudi šli naprej v šole, pa sem jaz tudi šel. In vi ste bil v Ljubljani, Ja. ko so starši nehali delati, kdaj se je zaključila vaša domača trgovina? Doma smo nehali delati nekje leta 57, 58, ko je
naša ljudska oblast nacionalizirala vse privatne trgovine pa to. Ne? In trgovino so vam vzeli, zaprli, kaj je bilo z očetom, z mamo? Ja, nič. Sta bila že v pokoju? Ne, nista bila na pokoju. Sta prej delala na kmetiji. Vi ste se pa odločili, da na kmetih ne, v Ljubljano ste hoteli. Ja, Kaj pa ste pol v Ljubljani? To ste po končani trgovski akademiji v Soboti, ja. ste šel potem v Ljubljano. Sem v Ljubljano šel na ekonomsko fakulteto. Še enkrat na ekonomsko fakulteto. Ja, veš, to se je takrat mešalo. Zaradi vojne pa tako, ne, sistem. Nivoji so bili Aha. različni. In ste delal še 4 let na ekonomsko. Ja. Okay. Kaj vas je gnalo v to? Vedeli ste, da trgovine doma ne boste več prevzeli? Poslušaj, nam so zmeraj recimo pravili tako. Končana ekonomska fakulteta je nekje ena vrsta stopnje za direktorja ali pa vodstva dekade. Po Ljubljani ste pa hitro prišel nazaj v Soboto. Ja, ko sem 4 leta, sem šel nazaj v Soboto. Jaz niti v Ljubljani nisem končal ekonomske fakultete v celoti. Aha. Ampak na nivoju takrat, ker se je spet menjalo, na nivoju visoke šole. Višje. Ne višje, Aha. visoke. Kar je tudi pomenilo 4 leta, ne, v bistvu. Ja, je 4 leta, ampak ni bilo nujno, da se diplomiral. Aha. Ne? Ste pa že, ko ste šel v Ljubljano, ste vedeli, da boste prišel nazaj v Soboto. No, to ne glih, ampak nekje računaš na to, da prideš sem nazaj. Ljubljano ste preživel kot študent, kje ste kaj stanoval? To ste v najetih stanovanjih pri V Žlahti? Ljubljani sem jaz bil kot študent na Vrhovci. Pri enem našem sorodniku, pri tem Šiftarju, ki je ta hiša velika njegova. To je bila ena močnejših brezovskih Družin. družin. Tam on je pa imel v Spodnjem Kašlju gostilno. Okay. Pa je bilo takrat drago bivanje, ste veliko plačali za to? No, to jaz konkretno nisem. Ker je bilo pač sorodniki. Ja, Okay. to sem tak, s hrano pa s temi raznimi artikli smo pokrivali potem. Vozili ste se pa v Ljubljano z vlakom, verjetno, z avtobusom? Ne, v glavnem z vlakom. Okay. Kdaj ste pa prišel do prvega svojega denarja, prvi vaš poklic? Jaz, prvi poklic, razumeš, jaz sem prvi poklic šmugler bil. Kaj pa je to? Ciganska neka okupacija. Ta Šiftar, veš, ta je bil taki kšeftar. Okay. Vse sorte je kšeftal, še poleg gostinstva. Aha. In pol smo to tak. Jaz sem okrog hodil pa iskal razne možnosti za kako prodajo. Pol sem pa hodil v Avstrijo, v Celovec, tisto blago tam pa pripeljal, pa to prodal dražje. Kaj je bilo takrat recimo tisto, kar si dal samo v Avstriji? Ja, v Avstriji si praktično lahko dobil vse. Kaj si hotel vse, če si imel denar? Kaj pa tukaj ni bilo, da ste pol mogli sem nositi? Tu pa dosti ni bilo, pa recimo ni bilo glavnem tiste artikle, ki smo jih mi, šeftar so bili, Fairtex, Gamle,
to za vžigalnike, kamne, potem sladkor. Zakaj pa sladkor? Je bil cenejši? Ni bilo pri nas sladkor, Ga ni bilo dosti. Ne, no, pri nas je bil na karte. Aha. Ja, To govorijo zdaj o 50-ih, 60-ih letih, ne, v bistvu. ja, to je že bilo takrat, ja, pozneje. In pa potem razne stvari, tehnične, ki jih recimo pri nas ni bilo, pa smo jih tam vozili, pa tu prodajali. In to si potem pripeljal do agrotehnike. Kdaj ste spoznal agrotehniko, kako da ste se srečali? Jaz sem v agrotehniko prišel leta 61. Od tega šiftarja. Jaz sem tu pri tem šiftarju prišel v kontakt z ljudmi, ki so bili glih tak šmuglarji, kot jaz, ali pa hujše. Pa zakaj ste bil šmuglar, se ste imel dve akademiji, a niste dobil zaposlitve? Ne, takrat zaposlitvi pa o nekem takem sploh ni bilo govora. Jaz sem prvo službo, sem jaz imel na Intereu Kot? kot dispečer. Aha. Prevzemal sem, šolo sem hodil še, Še kaj? potem sem prevzemal blago, carino Aha. in izdajal blago. To je ena taka. Pa plača je bila takrat v redu? Družino ste Poslušaj. že takrat imel, ne? Ne, še nič. Ne, nič. Pa tudi, recimo, jaz sem tam na Intereuropi, sem jaz dolgo, pa ne vem, za tiste prve plače, to ne bi vedel točno. No tako, koliko ste lahko kupil s tem denarjem, recimo? Kaj ste Skoraj lahko? nič. Obleka takrat kakšna je bila? Takrat niste dosti za obleko rabili. Pač. No, obleka se je dobila, ampak tudi na karte. Vsak je dobil toliko in toliko kart Aha. in za tisto si kupil na Za posebej. srajce posebej, za obleke, Ja. za vse posebej pač. Ja, vse. Okay. Čevlje so bile doma narejene, verjetno. Velika večina. Aha. Po koliko časa ste imeli ene čevlje takrat? Ja, to zavisno, kakšni so bili. Okay. Ne. Navadni taki so bili, tisti so 2 leti držali. Okay. Ja, če so pa bili malo kvalitetnejši, tiste pa potem 3. Jaz vem, da sem zmeraj imel škornje. Najbolj gotovo. Ja, in to iz juht ledra. Ja, Kaj to pomeni juht, gleda? ja, to je praktično tako malo debelejše, goveje, Koža pač. goveja koža. Veliko pravite, s fanti smo se družili. Kaj pa punce? Kje so bile pa punce? Kako se je pa do punc takrat prišlo? Ja, punce so tudi tak, nekatere, katere so bili premožnejše, tiste so šle tudi v šolo, ne, drugače so pa tak, v glavne švilje, mislim, v Ok. šviljskem poklicu so bili, pa včasih tudi recimo učiteljice, pa vzgojiteljice, pa Se spomnite, kdaj ste se prvič zaljubil? Koliko ste bil star? Kaj bi vedel? So takrat dekleta bolj čuvali kot danes? Je bilo težje priti do deklice? Ja, težko. Do kdaj so jih imeli doma skrite? No, skrite glih ne, ampak večja kontrola je bila. Aha. Tam nekje do enega 17. 18. leta. Kaj to pomeni? To pomeni, da so mogli biti že kdaj doma, od 6, 7, takoj ko je bila tema.
Ja, pa še prej tudi. Okay. V Ljubljani ste se kaj zaljubil? A ste samo študiral? Ali kako? Ne, v Ljubljani se nisem, saj nisem, zato ker nisem imel interesa, ker tam, kjer sem jaz stanoval, tam so bili 3 punce. No, In to taka fajn. eto, Ne? na domačem pragu. Ja. Pa so bile že vdane ali kako? Ne, ena je bila Švilja, Tudi učenke vse so se še učile. Ne? ja. Ena je bila Švilja, ena je bila tekstilni tehnik, ena je pa bila kako bi naj povedal? Koliko časa ste z njimi živeli? Koliko ste bil? 4 leta pač, dokler ste študirali. 4-5 let. Jaz sem bil 5 let tam. Aha, okay. Kdaj ste pa potem se vrnili iz Ljubljane? Jaz sem se vrnil v Ljubljane tik pred vojsko, Se pravi pred služenjem vojske. pred služenjem. Aha, in potem ste mogli v vojsko. Ja, Kam pa? jaz sem bil v Sarajevu. Okay. To je bilo takrat 2 leti, koliko časa ste bili? No, 2 leti je bilo zame, pravzaprav 1 leto pa še nekaj, ker sem imel skrajšane ta dijaški oziroma študentski rok. Bil ste pa že takrat strelc tudi verjetno. Že takrat ste že redno lovil, ne? Jo, In ko ste se vračali iz Ljubljane, ste hodil na jage tudi. sem hodil, ja. Okay. Kdaj ste pa začel resno streljati, potem športno, zares? Športno. Ja. Športno pa pol malo po tistem, ko sem jager postal. Kdaj ste pa jagar postal? Jager sem pa postal leta 57. Se pravi, to moraš biti polnoleten, da te sprejmejo verjetno jagar. Ja, Kaj pa kakšni izpit ste naredili ali kaj? ja, malo si izpitela. Streljanje, poznavanje divjadi. Ja. No, In lov vas je potem čisto okupiral. ja, no, Kdaj ste pa na golobe začeli streljati glinene? to sem takrat začel. To gre že skupaj z lovstvom, da se v bistvu. Malo po tistem. In z glinenimi golobi ste nastrelili veliko medalj, pa pokalo. No, veliko, to je relativno, ampak še kar. Katere naslove vse ste usvojili? Ja, slušaj, bil sem enkrat sem bil, no, tu pri nas regijski prvak sem bil eni parkrat. Okay. Pol republiški takrat To pomeni koliko društev lovskih? Med kolikimi ste bil ta prvi? med 52. Puh. Republiški sem bil 3-krat. To pomeni, da ste mogli v Ljubljano iti streljati. Ja, Okay. 3-krat. In pa potem v državnem merilu pa 2-krat. V Beogradu, kje ste to dobili? Ne, enkrat sem bil prvak v Slobreču, Kje pa to? to je blizu Splita. Aha. Ne? In kaj ste tam streljali? To gre za glinene golobe ali za živ lov? Glita. Aha, golobi. Golobi. Okay. Ja. Tu smo vodili šanje, vodil pa je, pa doktor Hodovček, njega ni več, pa Branko Radešič, Aha. ekipa Reprezentanca, tako rečem. tako reči. Ne. Prvo ženo ste spoznal pa kje? Tu morate, brez. No, kdaj? Ja, kaj je zdaj? Ko ste bil že zaposlen ali Bil še študent? Že zaposlen. že zaposlen. Zato precej pozno ste se v te vode podal. In potem prvi otrok. Kdaj se je zgodil prvi otrok? 69. Ste bil že na agrotehniki takrat? Ja, Aha. Pa se je dal lepo živeti. Vam otrok ni predstavljal kakšne ne, težave? takrat sploh še to ni bil problem. Okay.
Zato, ker hrano in pa stanovanje in te stvari si imel od doma, ne, ostalo pa je denarja bilo čisto dovolj. Za nama je ena čudovita vila, grad. In tega ste zgradil sam. Ja, Pozidal tako rekoč celo hišo, ki je res izredna sam. Kdaj ste začel? leto 71. Okay. Takrat pa ste bil že z drugo soprogo ali še kar s prvo? S prvo. S prvo. In ločitev Ko je sem začel, okay. Ločitev je pa prišla zakaj? kaj bi rekel, Poročeni ste bili koliko časa? takrat sem bil poročen 4 leta. Pa se ločili. Ja. In ste verjeli, da boste boljšo našli. Ja. In ste jo? No, s to sem delal skupaj, Aha, nove tehnike. aha. Ne. In potem ste novo deklico spoznal, Marjeto, kdaj? Tam nekje leta 74. Se pravi, bajta že stala skoraj. Jo. Koliko časa ste delali bajto? Pa naj se zdi 3-4 leta. Vsak dan sam ste hodil, s krampom najprej luknjo, vse sam skopal. Temelje sem skopal sam. Ja. Brez bagerja. Brez one barve. Ker to je velika hiša, to pravi vsaj 2. In ta hiša je že stara dobrih 20 let, izgleda pa tako, kot da bi bila včeraj postavljena, popolnoma je moderna, z ravno streho. To mi je prijatelj pomagal. Kdo mi je naredil ta načrt? To mi je pa arhitekt Goldenski naredil. Okay. Ja. On je bil znan, to je znan. On je Veliki že projekt. takrat bil arhitekt Aha. na projektivnem biroju. In je rekel, pišta za tebe pa nekaj modernega. Ne, to smo se mi dva domenila, jaz sem mu povedal, kaj bi rad, Okay. vidimo kako, on je pa potem to ustvaril v papir. Hudo, pa je ravna streha, takrat še noben ni vedel niti za ravne strehe. So že? Ja. No, ostale še niso take hiše. No, tu ne, ampak Aha. drugače so pa že bile. Okay. Nov zakon je tudi potem prinesel 2 otroka, ne samo enega. Ja, Brezovce se pa nikoli niste preselil nazaj. ne, Ker? nisem več imel interesa, tam je pa hiša bila, Okay. pa služba blizu, pa tako, veš, to je pa že ekonomski faktor bil. Daleč naokoli ste znan kot lovec, kot izreden strelec. Zakaj ta lov? Kaj vas je v lov naprej in naprej gnalo? Verjetno ne streljanje pa to. Zakaj ste vzljubili lov? Kaj? Vzljubili, zakaj ste lov? Poslušaj, kaj je zdaj? To je eno tako žilico mošne, ne, da se to podaš. Ker to v začetku to zahteva ogromno truda, pa časa, pa to, ne. No, pol te pa že prije to nekako v kri. Agrotehnika, direktor agrotehnike, to vas ni nikoli motilo. Ne, ni me motilo. Direktorstvo dopoldne, lovstvo popoldne. Tako. Pa še Agrotehnika kmetijstvo tudi, popoldne. Agrotehnika je bila izjemna firma. Kaj? Izjemna firma je bila Agrotehnika. No, Eden prvi ste bili sploh, ste imeli te stroje za kmetijstvo in to, tako ja, naprej. to se pravi nekje ena taka preokupacija. Okay. Traktorji, pa In to ste kmetijski stroji, praktično pa to. zalagali celo Jugoslavijo Ne, iz vaše. Ali je bilo to samo slovensko? nismo imeli samo Slovenijo. Zakaj se je pa zaključila Agrotehnika? Kdaj ste zaključili? Agrotehnika se ni zaključila, agrotehniko so prodali. To zdaj po letu 2000. Ja, Aha. agrotehniko je odkupila živila krajina. Odkupila. Prevzem, kot se temu reče. Ja.
in pol je šlo z njo samo navzdol, tako. Tako. Danes je od agrotehnike kaj ostalo še? Stavbe, pa skladišča, pa to, ampak ne pod nazivom agrotehnika, ampak zdaj je že ne vem kaj. To je bila napaka v Prekmurju storjena, ne? Ko so agrotehniko izgubili. Jo pogrešajo zdaj tudi kmetje in tako. Ne, saj so neka nadaljevanja, recimo. Potrošnik je pol nadaljeval nekaj tega, nekaj še živila krajin tudi, potem nekaj živila na tlo. Tako da neka nadaljevanja vsega tega so bila. Okrog hiše imate pa postavljene tudi čudovite drevesa. Odkud vse ste jih prinesli na to parcelco? Kdaj sem kje kaj najdel zanimivega, sem vzel pa prinesel. Smreke, odkud so? Smreke so, no, za smreke sem tu iz Tišine, iz te, tu je ena drevesnica. In oziroma to, ki je šanju, je bil šumar, sem jaz se malo navdušil za to in zato take malo bolj eksotične stvari probal prinesti. Kot direktor ste se srečal z zelo zanimivimi ljudmi. Vi ste bil zelo dober prijatelj tudi Matije Mačka, enega bolj poznanih politikov. Kakšen je bil ta človek? Veliko imajo zapovedati o njem, ampak tisti, ki ga v glavnem niso poznali. Veš kaj, moram ti povedati tako. Ti Ljubljančani so imeli ene posebne interese se spoznati z našimi ljudmi v Prekmurju, ker je tu bila predvsem hrana dosti cenejša. Pa boljša? Ja. In tam smo se mi tudi spoznali. Jaz sem, ko sem študiral tudi, sem zmeraj vsak teden sem jaz bil doma, sem v nakupu jajca, pa piščance, pa meso in sem to vozil gor v Ljubljano. Si tudi plačal stanarino s tem? Tudi. Ne, tako da Oni so pa hodili sem na lov, pa tako tudi. oni so pa hodili k nam na lov. No in posebna zanimiva zgodba je, vi imate v garaži v eni izmed hiš tudi en zelo zanimiv avto. Kako ste do tega avta prišel? A misliš tistega amerikanskega? Tako. Bel Air, ne? Ja, Chevrolet. Ja. Ja, to so mi zrektali iz odpada z Beograda. Se pravi, da je bil to Titov avto. Ja, Se je Tito vozil. tako je. In potem ste bili v Ljubljani, pa niste imeli prevoza za domov, ali kako je že S bilo? tem avtom sem samo tu vozil doma ene parkrat, Aha. drugače se nisem vozil zato, ker je bil predrag. Preveč je kuril. Okay. Ja, ampak prišli ste pa z njim iz Ljubljane, ne? Ja, Ker niste imeli prevoza, so vam rekli, Štefan pa tega le vzem, pa ga pela. Tako. ne, jaz sem to odkupil prej, Aha. sem ga pol pelil. Aha. Ta avto sem jaz pelil na našem kamionu, ki smo ga imeli tu v Murski Soboti, enega Oma Lopetuja, in naš en šofer mi ga je v priliki, ko se je vračal z Ljubljane, pa ni imel prevoza, naložil pa pripeljal. In pa so mislili, da je Tito prišel v Sobot. Vas je poslužil ta avto, koliko časa ste ga vozili? Mogoče 2 meseca. In potem je za ribo, ali kako? Ne, se ta je še zdaj v voznem stanju. Ni za ribo. Aha. Ampak ste vzeli manjšega, da bi bili manjši stroški. Jaz sem medčasno kupil Alfa Romeo. Okay. Ja, V Jugoslaviji? ja. In ni bilo treba v Italijo ponga? Ne, preizkušnjo se. Aha. No, in je bil pač toliko boljši. Jaz sem to pri Kozmosu kupil tak, ker sem se
spet s temi direktorji ni bil. Dva Šopančiča sta bila, eden je bil direktor notranje trgovine, Lojze, eden je pa bil direktor Kozmika. In smo se tako pogovarjali, sem pa tja. In do tega prišli. Jaz sem drugače plačal avto, takrat se mi Davide to kupovalo. V katerem letu govoriva? To je bilo leta 66. Takrat sem jaz plačal Citroena oziroma takrat že Cimusa IB19 in bi ga takrat so se avti čakali, veš, precej časa in jaz sem tudi čakal, ne. In sem ideja dobil, mislim, prišel sem na vrsto in bi ga dobil, samo nisem ga mogel kupiti pod temi pogoji, ker se je takrat skozi carina menjala, veš. Jaz sem že carino recimo za ta ID plačal, takrat nekje okrog 300 000 dinarjev, ne. Ko sem ga pa prišel dvigniti, so pa rekli, Rok, ne moreš ga dvigniti, ker je treba še 200 pa nekaj jurjev doplačati. In jaz pol nisem hotel to takoj doplačati, sicer tudi nisem imel denarja, jaz nisem imel, to mi je oče financiral, ne. Pol sem pa jaz na Agrotehniki Ogrinju mojemu direktorju, ki je bil pa moj direktor tam, ljubljanski, sem mu povedal, pa je rekel, kupi drugi avto, saj ni Citroen. Samo ta? Ta, tudi drugi so. No in sva se enkrat on pa Kaštrum, to je pa bil direktor sektorja v Agrotehniki, ker ne delal, smo se zmenili, pa smo šli na Kosmos. Po Alfa? Ne, tak. Ja, in pol se je Kaštrum odločil, da bo on kupil Renaulta 16. Samo trebalo je devize. Jaz sem bil zadolžen, da mu zrihtam devize. Pa to jih nisi mogel zamenjati v Jugoslaviji, ne? To smo mogli iti v Avstrijo. V Avstriji. Tu si, pri nas si pa kupil lahko. Ampak na Šac. Ne? No, jaz sem njemu te devize zrihtal za 16 in takrat, ko sem jaz to njemu rihtal, pa smo se pogovarjali to eno drug, ne, so mi pa fantje tile Kozmosove ponudili Alfo. Avion? Ja. Pravi, kupi to je en tak šport, ne, veš, nobel avto in seveda jaz sem pošel tja k Cimusu in sem rekel, če mi avto danes ne date, pod pogoji, kot sem ga plačal, pa nočem imeti. In ste dobil denar nazaj, ali kako? Ja, no in so pol rekli, ja, v redu, pa bom samo nekaj zmenili, da ti denar vrnemo. In so mi res vrnili, sicer ne vrnili, ampak so ga nakazali na Kosmos. To je en lep primer, kako se je dalo v vaših časih vse zmeniti. Danes niste več aktiven, ste v zasluženem pokoju, že skoraj 20 let bo. Kako bi se danes znašel, kako vidite to razliko med današnjim časom in takratnim časom? Takrat je bilo vse bolj sproščeno, kot danes. Danes je pa bolj vse zategnjeno. Kako vidite ta čas?
ta napredek, to osamosvojitev Slovenije, je to tisto, kar ste tudi vi hotel, želel? V Jugoslaviji nismo imeli nekih velikih teženj po samostojnosti, pa to prije kasneje še. Ne, nismo imeli, takrat sploh ni bilo, zato ker si dejansko tudi v okviru Jugoslavije lahko vse trikrat, kar si hotel. Ne? Bilo problema. Kaj pogrešate v teh časih najbolj iz tistih časov? Mladost svojo verjeten, ampak vam manjka kakšna stvar iz starih časov? Pa no, niti ne. Bilo je nekako, takrat je bilo bolj, recimo, po domače, zrihtati karkoli. In tudi ni se ti trebalo bati. Ne. Takrat ni bilo problema. Mislim, tudi kljub tisti udbi pa tistemu vsemu, če si bil Bogu brat, koliko toliko, ni bilo nobenih problemov. Vse si si lahko zrihtal. Kaj ste se v življenju naučil, da je pomembno? Kaj boste svoji hčerki, svojemu sinu predal naprej za življenje? Na kaj morate paziti? Čim prej tiste stvari si urediti, ki jih hočeš naprej v življenju. Zato, ker take, kar boš enkrat prepustil, ni šanse več, da bi dobil nazaj. Kaj vas še danes veseli? Lovite ne več, ne? Ja. Še? Greste v jago kdaj? Ja, zdaj se bo začela jage. Oktober se začne, pa je nekje do konca januarja. In zdaj greste bolj kot opazovalec, samo še kot stara sablja, Tudi, modrost. tudi. Pa Ja. če želiš tudi bolj take trofejne zadeve. S Titom ste tudi lovili, ste lovili kdaj? Tudi. Kako pa to izgleda? Čist normalno tak, kot katerikoli drugi lovec. On se je tak sprostil in je tak hodil z nami na lov kot mi. Se pravi, te laži, da so mu odstavljali mrtve medvede, ne bo držalo. Kakšen je bil kot lov? To so mu tudi, veš, če je hotel neko večjo ali pa boljšo trofejo imeti, pa so mu že kaj nastavili. Ne? Pa je bil lovec, je vedel, kaj je to gmajna? On je dušo in teleso. Kaj ste pa uplenili takrat, ko ste bili skupaj? Ja, jaz konkretno sem z njim, ko sem bil sam uplenil gamsa. Drugače pa tudi jaz, kaj imamo mi tu. Nisem hodil z njim na veliko divjadi. Aha, Jaz sem glavno hodil z njim vse belčence. lisice, srne, gamsi. No, to ja, ker to je naša avtohtona divjad, ne. Drugače pa enkrat sem z njim hodil, ko sem gamsa uplenil. In ste ga vi zadržal pa? Kaj Kaj pa on zadev takrat? Trofejo. Je on zadev kaj takrat? Takrat je on tudi gamsa zadev. To smo šli prav na gamse. Aha, aha. Direktor oziroma ta Jakič, ki je bil v agrotehniki, ne v agrotehniki na lovcu, on nas je pa vodil takrat. Ne. Ste si mislili, da boste kdaj dočakali tako visoko starost? Ste vesel te starosti? Še nisem o tem ne razmišljal. Okay. In kako se vam zdi zdaj moder, izživet človek, tako rekoč? Kaj vas še veseli? Kako zdaj vi gledate življenje? Ste zadovoljen sam s sabo? Zadovoljen. Vam je uspelo, kar ste hoteli? Ne, ni mi uspelo vse daleko od tega, ampak glavno mi je. Vrt za nama pa obeta še za naprej, da bomo zdravo jedli in dolgo živeli. No,
Tako.